Skratka, še enkrat en lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Domen in predstavljam diplomsko nalogo e-knjiga osnove umetnosti in še malo naprej. Zdaj, nastanek diplomske naloge. Jaz sem začel z e-knjigo, za katero sem želel nekako narediti eno enostavno razumljivo gradivo, ki bi bilo brezplačno in pa dostopno preko vseh novih medijev. Se pravi, tako računalnika, vseh pametnih telefonov in pa tabličnih računalnikov. Služil bi pa kot nekakšen prvi korak za likovno teorijo, za pač vse novodobne fotografe, slikarje in pa oblikovalce. Zdaj, namen same diplomske naloge, skozi diplomsko nalogo sem spremljal proces ustvarjanja teh spletnih portalov, pa tudi oblikovno in tehnološko reševanje teh težav, ki so nastale vmes. Zdaj, spremljali bomo tudi pač proces te e-knjige, kako se je adaptirala, pa tudi proces te e-distribucije, se pravi, kako je bila e-knjiga distribuirana. Na koncu bomo naredili še aplikacijo raziskav merjenja pogledov, o katerem bom govoril čez kakšno minutko, in pa lastno merjenje, se pravi, meril se bo uporaba spletne strani in pa oglasnega prostora. Zdaj, prva stran, v katero imamo ugled, recimo kakšne brskalnike uporabljajo, kakšne resolucije, operacijske sisteme in javascripti, umetnost.org. To je spletna stran, ki je bila nekakšen napovednik.com za umetniške dogodke. Druga stran, kjer je tudi pač ta insight, je oblikovanje.org, ki je nekakšen centralni register slovenskega oblikovalskega talenta. Ta projekt je bil sicer zamrznen zaradi nezanimivega obiska. Zdaj, same meritve in ugotovitve iz tega insighta je to, da je treba stran testirati tako na brskalnikih Internet Explorer 6.7.8 kot Firefox 2 in 3. Ena izmed pomembnejših ugotovitev je tudi to, da 99% uporabnikov že ima sistemsko resolucijo nad 800x600 pik in da lahko zato postavimo širino strani 960 pik, kar se upada z naslednjo stopnjo resolucije, 1024 točk. Še vedno pa dovoljuje prostor za tako imenovan vertikalni slider, ki je zdaj odvisno od brskalnika, ampak nekje med 16 in 24 točk. Prav tako recimo večina uporabnikov je še vedno na operacijskem sistemu Windows in imajo podporo za JavaScript. Zdaj, v samo postavitev dizajna oziroma pač teh oglasnih prostorov, ki bodo postavljeni na strani, se meri z tako imenovanim AB split testingom. To je način, kako servirati različne verzije dokumenta različnim ljudem. Vsak vedno vidi samo eno varianto in se potem meri, katera verzija je v bistvu najboljša za konverzijo. To, katera verzija se bo obnesla najboljše, bomo videli bolj proti koncu diplomske naloge, ampak tukaj recimo lahko vidimo enega izmed teh oglasnih prostorov v živo. Zdaj, eden izmed bolj zanimivih delov moje diplomske naloge po mojem mnenju je recimo ta način branja besedila, ki se je spremenil dramatično za iznajdbo oziroma uporabo hiperteksta na spletnih straneh. Zdaj, od 15. stoletja do iznajdbe hiperteksta se način branja ni dramatično spremenil, bralo se je linearno. Zdaj pa zato, ker branje besedila preko računalnika, na internetu je približno 25% počasnejše, se je začelo večina uporabnikov adaptirati na to. Zdaj, približno 80% uporabnikov že bere samo 20 do 30% besedila. Se pravi, preskakuje besedilo. Druga meritev, ki jo bom uporabljal na samem dizajnu, je eye tracking. To je način, kako meriti točen pogled oči na zaslon oziroma na dizajn. Uporabljal bom dve meritvi. Prva meritev je od Pointer Instituta. Leta 2004 so na 76 ljudeh testirali vsake eno uro gledal različne koncepte dizajna. Druga meritev pa je izvedla Nielsen Group in sicer je bila na 232 ljudeh. Ena izmed bolj pomembnih ugotovitev iz te raziskave je, da je predominanten vzorec branja v črki F. In
In sicer najprej uporabnik pogleda horizontalno na zgornjem delu strani, na to malenkost nižje, še enkrat horizontalno in kot tretje pogleda vertikalno. Tukaj vidimo še dve varianti vzorca branja. Se pravi, kakšne so oblikovne ugotovitve iz teh raziskav? Ta teksta ne bodo natančno brali in ga bodo preskakovali. Torej, kaj narediti? Prva varianta, ki jo lahko naredimo, je obrnjena piramida. To je sistem, ki ga uporablja recimo večina dnevnikov, da servira večino podatkov v pač neki stisnjeni obliki na začetku članka in če je potem zanimivo, bo nekdo prebral v sestavčenju. Druga varianta je, da se uporablja podnaslove s ključnimi besedami. Se pravi, dosti več podnaslovov in pa dosti krajše odstavke. Tako da je dramatična razlika med pač neko staro knjigo in zdaj spletno stranjo. Za samo glasni prostor je recimo dosti boljše, če je glasni prostor predstavljen na levo stran zaradi tega načina branja in pa da je bližina oglasov dosti bližje tekstu. Se pravi, če je dosti bližje tekstu, bo pogled padel še na oglas. Če pregledamo konkurenčne strani, pogledal sem 4 najbolj uporabljene strani za likovna dela, lahko potegnemo ven, da so likovna dela močno izpostavljene na vseh 4 straneh, da imajo vse 4 strani monokromatske barvne rešitve, da je na vseh 4 straneh zelo, zelo poudarjena registracija uporabnikov in pa da imajo vse 4 strani primarno in pa sekundarna navigacija. Zdaj pač te 4 strani bi vzeli kot brezplačne prototipe, lahko pač pogledamo in analiziramo, katere elemente, kateri so delujoči, kateri niso delujoči in pač jih poskušamo izboljšati. Zdaj, aplikacija iTrack študije na samo e-knjigo. Knjigo sem razbil na manjše odstavke, pomembnejše zadeve so podčrtane oziroma odebeljene in pa dosti več podnaslovov. Se pravi, tukaj je originalni tekst in pa spremenjen. Mislim, da je kar dramatična razlika tukaj. In pa aplikacija iTrack na sam dizajn strani, zdaj pač tukaj sem zamenjal oglasni prostor, da bo na levi, da bo dosti bolj na levi strani. Postavitve samega oglasnega prostora bomo pa kasneje še testirali. Zdaj za samo glavo in nogo strani, za dizajn glave na spletnih straneh je načeloma je fajn, da je glava manjša, zato da je vsebina dosti višja, da je dosti prej lahko konzumirana. Zdaj, za več funkcionalnosti v glavi, pa je potem načeloma dopuščam možnost, da glavo povečamo. Jaz sem glavo povečal, ki bo sami spletni strani dodala barvo, dodala ji bo konsistentno navigacijo in pa dodala ji bo drobtino. Zdaj, če kdo ne ve, kaj je drobtina, to je iz jankota in metke, načeloma vic potegnem ven, da pač točno uporabnik ve, kje na strani relativno se nahaja. Noga pa bo imela tudi pomembnejše povezave. Zdaj, za logotip sem izbral nek brezplačen font Elephant, mislim, da mi je zelo mi je všeč, pisava je enostavno berljiva in pa razmak med črkami je lastnoročno korigiran. Sam koncept sem zdaj oblikoval, ločil sem glavo od vsebine, osnovna navigacija je v glavi je logotip, drobtina in pa spodaj se že vidi, da je razbita vsebina in pa to je dizajn pred razrezom, vse lokacije elementov so že definirane, ampak to je še vedno slika. Treba jo je razrezati, sam proces razrezanja dizajna je pa zdaj treba čim manj slik uporabiti, ampak še vedno, da je čim bolj podobno verziji dizajna, ki je narejen v sliki. Zdaj, ena izmed teh stvari, ki pač jo je treba pogotniti, je to, da je treba spletno stran skodirati. Spletne strani so napisane v programskem jeziku Hypertext Markup Language, ki je sestavljen iz tako imenovanih HTML oznak ali tagov. Tukaj vidimo oznako za krepko in pa oznako za novo resnico. Spodaj pa lahko vidimo osnovno kodo za prazno stran. Se pravi, prazna stran z naslovom, definiran je tudi že tip kodne tabele in pa, da je dokument XHTML1 tranzicijski. Za izgled teksta, ki bi izgledal približno tako, kot sam dizajn, se uporabi tudi cascading style sheets predloge.
Gre za predloge, ki definirajo lastnosti elementov, barve elementov, izgled, postavitev, gre pa še za eno dodatno ločitev oblike od vsebine. Se pravi, da je lahko celoten dizajn samih elementov popolnoma ločen od vsebine in se potem dosti enostavno še spreminja. Tukaj lahko vidimo recimo definicijo za uporabo te slikce v ozadju, da je vzame sliko in da jo podaljšuje v X-os. Tukaj pa recimo lahko vidimo, da je odmik od zgornjega dela 30 točk. Odločil sem se tudi, da uporabljam galerijo kot element na glavi. Tukaj zgoraj lahko vidimo recimo PHP kodo, ki vzame zadnjih 18 slik iz galerije oziroma iz baze galerij in pa jih predstavi kot 62 pik široke in visoke kvadrate. Postavljene so tudi zdaj že vsebine in sekundarni meni, se pravi vsebina, vse skupaj je veliko 960 točk, 2/3 zauzema pozicija oziroma glavna vsebina in 1/3 zauzema sekundarna navigacija. Tukaj se pa že vidi 2 poziciji, kjer se bo pojavljal oglasni prostor v testu. Odločil sem se tudi, da ker večje besedilo relativno do nekega povprečno velikega besedila izstopa, sem naslove povečal še za 100% in jim dodal neko eksperimentalno CSS vrednost text shadow, ki doda tekstu neko subtilno senco. Zdaj, za brskalnike, ki ne podpirajo CSS3, bo senca pač preprosto izginila, tako da nimamo nobenega večjega problema s tem. Dizajn je bil testiran v Internet Explorer 6, 7, Firefox 2.3, seveda še 8, pa v Operi in rezultat je, da dizajn normalno dela v vseh brskalnikih. Tukaj na levi lahko vidimo oblikovanje .org v Firefox brskalniku in pa fotografijo .org v Internet Explorer. Distribucija same knjige poteka preko e-maila in sicer z sistemom, ki se mu reče autoresponder. Gre pa za način, kako se vsebino distribuira v nekem določenem zaporedju. Se pravi, uporabnik se registrira, da svoje ime in e-mail, potrdi in na to dobi vsake 3 dni eno vsebino. Zdaj, moja knjiga je razdeljena na 10 delov, tako da vsake 3 dni, en mesec bo dobival koščke e-knjige. Mislim, da je zaradi tega tudi dosti lažje prebavljivo, zato tega, ker pač nisi prisiljen prebrati cele knjige, ampak prebereš mehne koščke in upam, da zaradi tega tudi malo enostavnejše konzumiraš. Zdaj, mobilni dostop, tukaj na sliki lahko vidimo, kako izgleda e-knjiga na iPhonu. Gre pač za zelo enostavno konzumiranje vsebine. V tabličnih računalnikih in pametnih telefonih je seveda možno uporabljati tudi hiperpovezave, se pravi pač preprosto klikneš in si ogledaš hiperpovezavo v istem oknu. Povečana je pa seveda tudi dostopnost. Zdaj večina novih telefonov bo že imela možnosti branja e-knjig, tako da gre za pač nekaj milijonov novih medijev. Še posebej zdaj, ko je izšel iPad in letos bo še približno 100 000 novih tabličnih računalnikov iz Kitajske prišlo, tako da se lahko že veselimo. To je prvo izmed 3 meritev ClickTale, ki je merila na spletni strani, kje so se nahajale uporabniške miške. Zdaj, glede na to, da nisem imel več 1000 evrov za pravo eye-track meritev, je to pač ena izmed 2 načinov, kako priti dosti blizu temu. Druga varianta je pa meritev ClickHit. Tukaj gre pa specifično samo za meritev miškinih klikov. Lahko vidimo recimo, da je od menija najbolj uporabljena galerija, da se klika na slikce z obrazi, dosti več kot fotografije brez obrazov, in pa tudi, da je fotografija kot logotip uporabljen, ga uporabnik že enači z linkom do glavne strani. Zdaj pa še tretja meritev, to je pa efektivnost oglasnega prostora. Tukaj lahko vidimo 1, 2, 3, 4 in 5. To so različni oglasni prostori, ki so se pojavljali uporabnikom, vsak je videl enega in zdaj
prvi oglasni prostor, ki je nad primarnim stolpcem na glavni strani, je imel 19% upisov. Drugi, nad sekundarnim stolpcem na glavni strani, je imel 6% upisov. Tretji, pod primarnim stolpcem na glavni strani, oziroma sekundarnim, 6% upisov. Četrti, nad obema stolpcema na vsaki strani, 47% upisov. In pa peti, pod obema stolpcema na vsaki strani, 22% upisov. Zdaj, tukaj se pač kristalno jasno vidi, da vsebine, ki so večje in bolj vpodljive, se pravi višje, so tudi dosti bolj efektivne. Mislim, da pač četrta absolutno zmaga. Zdaj, še zadnje ugotovitve. Ta spletna stran je bila načeloma narejena po pravilih, in pač moje osebno mnenje je pač, da je ravno zaradi tega, ker nisem mogel tako dramatično kršiti pravil, načeloma oblikovno povprečna. Zdaj, po drugi strani pa je oblikovno izstopanje ni bil prvotni namen te spletne strani. Prvotni namen te spletne strani je bil, da se raziskuje uporabnost strani in pa da se meri oblikovne postavitve. Prav tako sem pa kot v tudi e-knjigi prišel do zaključka, da je treba pravila kršiti, ampak obvezno poznati. Najlepše hvala za vašo pozornost.